Za učinkovito zaščito pred mrazom je potrebno še vse kaj drugega kot samo topla obleka. To moramo vedeti, še preden se odpravimo v neizprosne zimske pogoje. Že predtem nam mora biti jasno, kaj vse vpliva na našo odpornost proti mrazu. Na mraz se lahko aklimatiziramo v omejenem obsegu in še to v daljšem časovnem obdobju pri zelo nizkih temperaturah. Starost nima večjega vpliva na odpornost proti mrazu, čeprav do določene mere velja, da so mladi nekoliko manj občutljivi. Slaba in nezadostna prehrana ter pijača ima zaradi dehidracije lahko zelo hude posledice z ozeblinami, zmrzlinami in splošno podhladitvijo. Zato redno pijemo, tudi če nismo žejni, izkoristimo vsako priložnost za prigrizek in pojemo vse obroke. Dobra fizična pripravljenost močno poveča možnosti preživetja v mrazu. Boljšo kondicijo imamo, manj energije bomo porabili in kasneje bomo tudi izčrpani. Skrajni fizični napori v zimskem času s težko opremo nam odvzamejo ogromno energije. To je potrebno vedeti v okoliščinah, ko nam primanjkuje hrane in pijače. S porabo energije moramo biti v takih primerih skrajno ekonomični. Hoja je zato zmerna, ne prehitra in brez spreminjanja tempa. Splošna podhladitev nas počasi dela pasivne in apatične za dogajanje okrog sebe. Zato moramo na vse načine krepiti v sebi voljo do preživetja, ki nas bo v kritičnih trenutkih spravila v gibanje. Stalna aktivnost, dobra volja in pozitivno razmišljanje, da nam bo uspelo, imajo neprecenljivo vrednost. Na dobro psihično pripravljenost se navezuje tudi disciplina posameznika in skupine, kjer pride do izraza skupinsko delo in odgovornost poveljnika za vsakega vojaka. Zopet odločajo malenkosti. Na primer, ne dovolimo si malomarnosti, da puščamo vlažno obleko kjerkoli. Prav vsako najmanjšo priložnost izkoristimo, da jo posušimo. Jasno je torej, da je zimsko usposabljanje toliko bolj naporno in tudi kvalitetnejše. Uživanje alkohola pri nizkih temperaturah odsvetujemo, ker zaradi širjenja žil in povečanega pretoka krvi kasneje nastopi velika nevarnost podhladitve. Prav tako odsvetujemo kajenje zaradi nikotina, ki vpliva na zmanjšanje pretoka krvi v telesu. Podoben učinek imajo tudi nekatera zdravila, zato se v primeru jemanja raje predhodno posvetujemo z zdravnikom. Če smo že kdaj prej imeli ozebline ali zmrzline, potem vedimo, da je tako mesto še posebej občutljivo in vredno vse naše pozornosti in zaščite. Tudi poškodovanim posvetimo posebno pozornost, ker zaradi njihove oslabelosti in izgube krvi obstaja resna nevarnost podhladitve. Pri nizkih temperaturah je dodatna nevarnost veter, ki nas ohlaja. Tako imamo na primer pri temperaturi 0 stopinj in hitrosti vetra 10 metrov na sekundo občutek mraza -15 stopinj Celzija. Stalno spremljanje vremenskih razmer in primerna oblačila so ustrezni varnostni ukrepi. Videli smo torej, da je mraz zelo zahrbten in se nas loteva na različne načine. Možnosti za napake je veliko, zato izkušenj in upoštevanja nekoč že pridobljenega znanja ni nikoli dovolj.